Župan občine Gorje, Peter Torkar, z VGP-jem Kranj ste podpisali posebno pogodbo. Za kakšen podpis pogodbe pravzaprav gre? Gre za investicijo oziroma izvedbo investicije odvodnjavanja odpadne vode iz aglomeracije Podhom, ki vključuje kar 3 vasi, torej vas Podhom, del Spodnjih Gorij in pa del zasipa, ki je sicer pod občino Bled, pa smo jo ravno tako morali vključiti, ker gre za, bom rekel, državne ukrepe oziroma potrebe potem, ko smo iskali aglomeracijo z več kot 2000 populacijskimi enotami. To pa zato, ker je sam razpis Evropske unije za kohezijska sredstva bilo potrebno poiskati aglomeracijo z več kot 2000 populacijskimi enotami. Torej, gre za reševanje čiščenja odpadne vode. Torej, VGP Kranj bo zgradil po podpisu naše pogodbe manjkajoče dele v tem območju in pa občina Gorje pa zasleduje cilj, da bo izčistila v tem območju do 98% objektov bo priključila na čistilno napravo, ki jo imamo skupno z občino Bled na Bledu. Kakšen pomen ima še ta pogodba? Ta pogodba ima pomen, da se vse infrastrukture, ki so v tem območju, kjer se bo gradila ta manjkajoča kanalizacija, od elektrifikacije v zemlji do ostalih komunikacijskih vodov, odvodnjavanje meteorne vode, namreč v vasi Podhom imamo ogromno zaledne vode in nam ta zastaja, bom rekel, za vasjo, in pa manjkajoče javne razsvetljave in pa povsod tam, kjer se bo gradilo, bo tudi na novo preplaščena sama cesta z asfaltom. Tako da bo kompletna infrastruktura obnovljena in predvidevamo, da naslednjih 30 let v tem območju ne bojo več brneli stroji. Kakšen je finančni zalogaj občine Gorje? Kar se tiče pri samem projektu, ki ga bomo začeli izvajati, je višina samih izvedbenih del nekaj čez 1 26 000 evrov. To je kar velik finančni zalogaj, od tega se pričakuje kohezijskih sredstev nekaj čez 450 000 evrov. Torej v celoti, kakšen pa je zalogaj v celoti? No, sam projekt, torej, ki smo ga danes tudi podpisali za izvedbo, je vključen tudi projekt rekonstrukcije državne ceste, za katero smo že v poletnem času podpisali pogodbo z najboljšim ponudnikom skupaj z Direkcijo Republike Slovenije. Torej, najboljši ponudnik je bila Gorenjska gradbena družba za rekonstrukcijo državne ceste Spodnje Gorje Fortuna. No, v tistem delu pa je vrednost investicije nekaj čez 1 400 000 evrov. Ravno tako gre za tudi v sklopu tega projekta za odvodnjavanje odpadne vode. No, v tem delu pa se tudi obnavlja javna razsvetljava, gradi se pločnik za varnost pešcev v tem delu državne ceste in pa kompletno rekonstruira vse svojo infrastrukturo v tem območju. Torej, skupno naj bi oba projekta bila v višini nekaj čez 2 400 000 evrov. Je ta investicija že zaključena? Ta investicija se bo šele začela, tako da po današnjem podpisu pogodbe z VGP Kranj bomo oba dva izvajalca združili, tako da se dogovorita o terminskem planu in pa razporedu, ker dejansko na enem gradbišču bosta morala sodelovati 2 izvajalca, tako da naša želja je, da se pred poletno sezono zagotovijo vsa dela na državni cesti, ki je glavna povezava do našega turističnega bisera, to je pa Sotesko-Vengr. Hvala lepa. Borislav Majkič, tehnični direktor VGP Kranj, vam je bila zaupana ta investicija. Kaj vas zavezuje zdaj današnji podpis te pogodbe? S podpisom pogodbe smo se kot izvajalec del zavezali, da bomo izvedli vsa gradbena dela pri izgradnji fekalne kanalizacije in pa vodovoda na vseh območjih, o katerih je prej župan tudi govoril.
Hkrati se bo pa izvedla tudi preplastitev vseh lokalnih cest na samem območju. In kakšen je rok te pogodbe? Rok izvedbe vseh predmetnih del je do oktobra prihodnjega leta. Z občino Gorje ste že sodelovali, torej to ni vaš prvi projekt, imate že izkušnje na tem področju? Ja, z občino Gorje smo že v preteklosti zelo uspešno sodelovali. Zaključili smo nekatere projekte, med katerimi bi lahko izpostavil ureditev lokalne ceste z pločnikom in pa kolesarsko stezo na območju naselja Podhom. Potem tudi kar nekaj javnih del v času, ko je bilo podjetje še izvajalec javne službe pri urejanju vodotokov na območju občine Gorje. Ste zadovoljni, da je občina Gorje izbrala prav vas na razpisu? Absolutno smo zadovoljni, da nam je bila zaupana naloga in pa podpisana pogodba za izvedbo predmetnih del, kajti, kot sem rekel, z občino Gorje smo uspešno sodelovali že v preteklosti. Prepričan sem, da bomo na tak način nadaljevali tudi v prihodnje. Imate dovolj razpoložljivih sredstev za delo, da lahko delate? Vodno-gospodarsko podjetje Kranj razpolaga z lastnimi kapacitetami in resursi, tako da bo večino del izvedlo z lastnimi kapacitetami, tako da nas resursi ne skrbijo pri izvedbi tovrstnih del. Hvala in srečno. Hvala lepa.